Danes je Slovenija samostojna država. Kako gledate na to, kako politika opredeljuje svoj odnos, recimo in do priključitve Prekmurja in do druge svetovne vojne, in kako ga zgodovinarji? So tukaj velike diskrepance. Vemo, da vsak narod slavi ali se spominja priključitev ali tega, da so jim vzeli ozemlje in tako naprej. Najbrž za Madžare spomin na leto 19 ni enako za Slovence, kar kažejo tudi praznovanja. Podobno je seveda z koncem druge svetovne vojne. Torej so neke velike razlike, recimo o pogledih slovenskih in madžarskih zgodovinarjih. Lahko govorimo o dveh zgodovinopisih ali imamo zelo podoben pogled in kako pravzaprav na to gleda današnja politika. Laslo, ti si bil oboje, oziroma zdaj si zgodovinar, bil si pa tudi politik. Po duši sem bil vedno zgodovinar, ampak pustimo zdaj to. Torej, skratka, jaz sem zelo vesel, to sem že večkrat poudaril v zadnjih mesecih, da kar se tiče vrednotenja strokovnega pristopa do analize dogodkov leta 1918-19, pa tudi več ali manj 41-45, da v zgodovinskih krogih, zdaj govorim pretežno o tisti zgodovinarji, ki smo tukaj pripadniki madžarske narodnosti, ampak delujemo v Sloveniji, in pa med slovenskimi zgodovinarji so, bom rekel, ti pogledi praktično identični ali pa so si zelo blizu. In zato sem zelo vesel, ker pred nekaj desetletji je bil, bom rekel, ta vidik dosti bolj pester. Marsikaj je takrat prejudiciralo pogled enega ali pa drugega in v to se ne splača spuščati. Danes je morda nekoliko večji problem v tem, da tu pa tam politika ali pa nekateri mediji, ki ne pogledajo do dovoljšnje mere do realnih ali pa ne dokopajo se do dejanskih ali pa realnih podatkov, tisti poskušajo tu pa tam morda, ne vem, zganjati neko nestrpno situacijo, ampak tudi tega je manj, hvala Bogu. Torej, jaz menim, da je to vprašanje nekje postavljeno na tako mesto, kot je tudi dostojno obravnave enega tako pomembnega vprašanja. Druga stvar, seveda, madžarska narodna skupnost nikakor ne more biti vesela za to, da je pač manjšina. To je čisto nekaj normalnega in pa nekaj elementarnega. Ampak predvsem po osamosvojitvi Slovenije se je ta madžarska skupnost v celoti se identificirala s Slovenijo. Imamo se za ponosne Madžare, ampak za slovenske državljane. In to sem že večkrat izjavil in je zelo simbolno sicer, ampak kljub temu tudi sedaj bom povedal, ne, če bi sedaj se odločalo o tem, da kam želi pripasti ta skupnost, bolj verjetno, saj jaz tako trdim, da razen morda kakega posameznika bi se vsi odločali za Slovenijo, ker so se tukaj socializirali, že tudi naši starši so se nekje v tem okolju socializirali. Torej, je pa normalno, da je pa neka čustvena navez in mi se počutimo zaradi tega nekoliko v narekovaju pač bogatejši, ker menimo, da imamo neko dvojno pripadnost, ne samo narodno, ampak tudi državno pripadnost do neke mere in s tem ne želi ta skupnost v ničemer škoditi Sloveniji. Jaz smatram, da več ali manj je v svoji dejanji ravno storila obratno, torej če in pa kjer je mogla, je zgolj pomagala temu. In to je nekakšen pravilen pristop do tistih dogodkov, ki so bili tudi, kar se tiče prikazovanja. Kar se pa tiče leta 1945, pa situacija je čisto drugačna, je neprimerljiva z letom 1919. Ta zadeva se nikoli ni tako problematizirala. Več ali manje madžarske narodne skupnosti bilo jasno že takrat, glede na dogodke in pa okoliščine druge svetovne vojne, da bo se postavila meja ponovno tam, kjer je bila. In je, kot je že Attila delno omenil, bila ena zelo negativna izkušnja tisto obdobje, ko je bila Madžarska od aprila 1944 pod nemško okupacijo.
tudi Prekmurje v okviru tega in takrat je res je bila edina želja celotne populacije tukaj, še ne samo Madžarske, ampak vsi ostali, da bo enkrat tega konec in se naj spostavi nekako normalno razmerje. Zdaj, v kolikšni meri je to bilo normalno razmerje za madžarsko skupnost ali ne, je druga stvar. Vemo, da je tista revolucionarna oblast v narekovaju na začetku počela nekaj, bom rekel, nečednih zadev, ampak pol se je nekje do 50-60 let situacija se konsolidirala in pol nekje z ustavo iz 74 se je postavil nek temelj, ki je res lahko podlaga za normalno sožitje tukajšnjih narodov. Darja, kaj se ti zdi, odkot izvira ta današnji pogled, o katerem se očitno strinjamo? Je to posledica tega, da smo dozoreli zgodovinarji, posledica tega, da je pretekla neka zgodovinska distanca, ki jo imamo zgodovinarji radi, posledica evropskih integracij, vsega skupaj, česa tretjega? Lahko bi bilo seštevek vsega skupaj. Tudi sama sem o tem razmišljala, ko je zdaj Laci omenjal, da ga izjemno veseli, da je situacija v historiografiji drugačna, kot je bila pred desetletji, ne mara celo po osamosvojitvi, ko gre za tak akt, ko pravzaprav v vseh sferah nekega javnega se na novo definira, išče neko identiteto, že spreminjanje učnih načrtov na vseh ravneh šolanja, tudi mi se spomnimo z fakultete študija zgodovine, najprej bila jugosodna, pa jugoslovanska in potem zdaj slovenska, pa vse ostalo. In tu se z vami strinjam. In zdaj, ko ste odgovarjali na vprašanje Božje v zvezi s tem, in pohvalili, da se časi vendarle spreminjajo na bolje, prav tisti rekne, časi se spreminjajo in mi z njimi, sem ugotavljala, da sem tudi jaz, saj upam si tako trditi, vsako sebi misli najbolje, ampak če je dovolj fair, korekten do sebe in do okolja, v katerem živi in države, ki mu daje službo in seveda tudi, upajmo, pravično plačuje davke, da sem jaz podobna bila. Mladci, 18-19 let star, sem popolnoma drugače gledala na Madžare, ki so se mi zdeli kot neke vrste, glede na več 900 in nekaj letno zgodovino in se nam je zdel ta dogodek, to, kar se je zgodilo 4. junija 1920, to se je smutilo pa že prej, v Trianonu, kot mini pravična kazen, glede na to, kljub temu 2/3 teritorija, ki je bil izgubljen. Zdaj, pa zato niste zaslužni zgolj vi, kolega Gönc, ampak tudi sicer, ko človek zleti dozori in se vpraša, kaj je to. Jaz mislim, da nekako človek sprejme svojo usodo, pa upajmo čim boljšo, pa vsi se učimo vse življenje, da je to točno to, dozorimo, in mogoče tudi emocionalno, ko sem prej omenjala intervju, danes omenjena gospa Furs popolnoma drugače odgovarja na določeno vprašanje v zvezi s tem žalostnim poglavjem, ki se ne tiče zgolj nas, Evropa, pa celega sveta in človeštva kot takega, odkar se zemlja vrti, se pravi holokaust, kot je pa takrat meni odgovarja. Ker tudi jaz nisem upala določenih vprašanj vprašati, današnja generacija so pa kljub temu, ko govorimo, da se nič ne naučijo, pa iz zgodovine ne zanima, vendarle si drznejo in upajo vprašati, ker mogoče na ta način lažje dojamejo, zdaj, če se na negativno plat zgodovinskih epizod osredotočimo, da lažje dojamejo to gorkost. Tako da da zaključim, kaj je tisto, pravzaprav res skupek vsega, iz več stvari smo tudi sestavljeni, ne zgolj iz intelektualne dimenzije, pač pa iz emocionalne, in pravzaprav koliko je človek etičen in tega v zgodovinopisju primanjkuje. In naj povem, da sem jaz del svojega doktorskega študija dala skozi tudi v Budimpešti. Če bi ostala dlje, bi namara tudi lahko kaj prebrala v madžarskem jeziku, pa to zdaj ni izgovor. Hočem povedati, da sem bila premalo, da bi lahko zdaj to potrdila kot tezo. Se mi je pa zgodilo, kot prebivalki iz Prekmurja, mora vedeti, da so me vsi, ne glede na to, kaj so študirali kasneje, kolegi na tej univerzi, en je srednjevek študiral, drug 9, vsi so pa bili, to je pa korporirano v madžarske učne načrte in je bilo vse od takrat,
da se vam je, oziroma zdaj oba nagovarjate, ali pa kot predstavnika, da se je Madžarski res zgodila velika krivica, a hkrati sem pa naletela na zid. Noben se ni želel pogovarjati. To je bilo okrog leta 2000, recimo, ne? Zdaj smo pa leta 20, se pravi 20 leti, točno tako, se pravi na okrogle obletnice se mogoče nekaj ne bolj spreminja, da bi razumeli, zakaj imamo pa Slovaki, pa recimo slovanski narodi, mogoče za njih res, ne bom rekla privoščljiv stav, ne? Govorim na splošno ljudih, ne o zgodovinarji kot neki kredibilni strokovnjaki, da morajo razumeti, da tako eni in drugi nas je to čustveno prizadelo. No, tako spet smo pri tej emocionalni identiteti. Atila, ti se pravzaprav vso svojo raziskovalno pot ukvarjaš, prizadevaš tem, da bi videli obe plati resnice, ne? Sedaj si vodja zelo pomembne izpostave, ne? Torej izpostave Inštituta za narodnostna vprašanja. Tukaj je sicer cela ekipa tega inštituta, 2 člana, ne? Ampak vendarle, ne? Kako gledaš danes, recimo z neke distance, z distance človeka, ki se koliko 20 leti približno ukvarja in ki tudi pripada mladi generaciji ali vsaj mlajši generaciji zgodovinarjev, kako gledaš na to, kar je bilo storjeno recimo v tej kombinaciji slovenskega in madžarskega in tudi manjšinskega zgodovinopisja, ki ima tukaj zelo pomembno vlogo. Sem končal študij leta 97, mislim, da je tedaj je išla knjiga Tiborja Žige o priključitvi Prekmurja, oziroma o letu 19. In to je bila zelo velik medijski, veliki mediji o tem pisal, predvsem Vilko Novak se je potem razpisal v tej knjigi zaradi določenih izrazov, ki jih je Žiga sicer slabo interpretiral, čeprav ni želel s tem nič slabega, ampak je očitno ni imel jasne sliko o Prekmurju, po etnični sestavi Prekmurja, pa ni razlikoval med Vendi in pa Slovenci in pa očitno pomešal določene zadeve. In če primerjam sedaj tisto obdobje, tisto vzdušje, ki je bilo tukaj, današnje, recimo, kot smo zdaj lani, leta 19, praznovali 100. obletnico priključitve Prekmurja in pa letos bomo praznovali 100. obletnico Trianona, to je dve izredno različni časovni obdobje. Torej, čist drug pogled imajo ljudje, zdaj že tudi, ne govorim samo o stroki, ker že tudi v stroki je prej se menil zaradi česa, ja, dejansko je so časovno, stroka je dobila več znanja, smo dobili več virov, različne vire, imamo bolj širši pogled na to zadevo. To je ena zadeva. No to, da sedaj malo drugače, ne malo, bistveno drugače gledamo na te zadeve, tudi to, da to znanje je prišlo tudi med navadni ljudi. Torej, ne samo med strokovnjaki, torej ne samo zgodovinarji, ampak tudi ljudje, ki se sicer ukvarjajo čisto drugimi zadevami, ampak ko v časopisi nekaj preberejo že sedaj že take zadeve, ki so nekako dokaj blizu objektivnosti, bom tako rekel. In s tem, ko tudi širša masa ljudi bere, bom rekel, bolj pozitivne, bolj objektivne prikazovanja dogajanj, ki so se tukaj dogajale recimo pred 100 leti ali pa pred 70 ne v času tudi svoje vojne, potem vse to pripomore v bistvu k temu, da je slika danes bistveno bolj ugodna, kot je bila recimo pred 20 leti, ko sem se začel ukvarjati s temi vprašanji. Poleg tega pa ne smemo pozabiti, da od leta 91 naprej, v bistvu smo šele lahko začeli govoriti o določenih zadevah. Tako recimo Madžari v Prekmurju so lahko začeli govoriti o teh internacij v taborišča, Porabci so šele tedaj lahko začeli govoriti o internaciji v madžarske gulage. Torej, skratka, tedaj, v tistem obdobju, ko sem prišel za faksa, smo v bistvu začeli nekatere tabu teme odpirati. To je bilo še preveč občutljivo. Sedaj imamo že na časovno distanco, torej imamo bistveno več informacij, tako pričevalcev kot iz arhivskih virov, in sedaj imamo že bistveno širši pogled, ki nam dejansko pomaga k temu, da nekako bolj objektivno sestavimo svojo sliko. Poleg tega pa ne vem, mimo tega, kar si že prej omenil, Božo, evropske integracije, so ogromno pomagale, tudi te
meddržavni, bilateralni projekti, ko smo dejansko prisiljeni sodelovati eni z drugimi in dejansko, ko ti spoznaš kolega na drugi strani meje in ko z njim sodeluješ in ko se poglabljaš, postaviš neke stike, potem ugotoviš, da v bistvu dejansko isti človek kot ti in da mogoče na določeno zadevo, mogoče so kakšne razlike, ampak spet niso tako velike, kot bi si prej mislil, ne. Tako da vsekakor en skupek seštevek različnih zadev je pač vplival na to, da, ko sem že prej omenil, da se je ta pogled bistveno izboljšal v teh zadnjih 20 letih. Ja, hvala vsem trem, ne, upam, da bo tudi naša razstava pripomogla k širšemu vedenju o kompleksnosti tega prostora. Časovni stroj je tisti zadej, ki gre našemu kolegu Božu Flajšmanu zelo na živce zaradi ropota, da se bo pa vrtel naprej tudi brez nas. Tako je.